povedala jaz kot profesorica na tej šoli, nekaterim sem že povedala, sem Anja Mlakarjeva in tu poučujem glasbo. Imam pa tudi sama dva otroka, dva fanta, dva sinova, ki sta malo mlajša od vas, kolikor sem se pozanimala, kolikor sta star. Eden je star 3, eden je star pa 4 leta. Torej, vse ostalo vam bodo povedali dijaki, ker je to njihova naloga in njihova pravljica. Torej, dober dan in dobrodošli vsi skupaj. Hvala. Dober dan, otroci. Dober dan. Kako ste? Ste se vsi naspali? Dobro, dajmo se še malo pritegniti. Roke gor, pa na to stran. Pa dajmo še na drugo stran. Pa nazaj gor, pa malo nazaj. Pa damo roke dol. Mi smo dijaki predšolske vzgoje na tej gimnaziji, na gimnaziji Cele Center in danes smo za vas pripravili prav posebno pravljico. Naslov pravljice je V nesreči spoznaš prijatelja. Pravljico pa nam bo pripovedovala ena tetka Katka. A ste zato, da jo pokličemo? Ja! Dajmo, tetka Katka! Tetka Katka! Tetka Katka! Kdo me kliče? Kdo me kliče? O, pozdravljeni otroci! Moje ime je tetka Katka in danes vam bom povedala prav posebno pravljico. A ste za to, da začnemo? Ja! Nekoč je daleč v gozdu živel majhen krt, ki je bil slep. Ampak to pa še ne pomeni, da ni videl. Res, da ni gledal z očmi, tako kakor vi in jaz. Ampak bil je zelo dober v prepoznavanju značajev. Tako je ugotovil, kdo je dober in kdo ne, kdo je prijazen in kdo hudoben. Nekega sončnega popoldneva se je krt poslovil od svoje mame. Pred hišo ga je že čakal medved in skupaj sta odšla proti šoli. Ko ura zjutraj zaigra, mama ručka mi da, hitro vseeno uredim, da zdaj se ne zamudim. Kot predobke si umijem, beli skoraj da spijem, na vrhu pijet slovo, mar mi pomaham s roko. Šolo hitim, da se kaj noge naučim, šteti do 100 in govoriti lepo. Prijatelj se igram in kaj noge spoznam, tak se hitro bežim. Gospod Šuk po nas hitim. Šolo hitim, da se kaj noge naučim, šteti do 100 in govoriti lepo. Prijatelj se igram in kaj noge spoznam, tak se hitro bežim. Gospod Šuk po nas hitim. Prišla do šole in stopila v razred, so krta vsi sošolci prijazno pozdravili. O, dobro jutro, Krt! O, dobro jutro, prijatelji! Joj, Krt, zakaj se še vedno družiš s tem medvedom? Glej ga, no kakšen je, saj mu vendar manjka eno uho. Ja, medved, zgledaš kot žival z nekega drugega planeta. Ste videli, kako so se živali norčevale iz ubogega medveda? Zlobni so bili, kaj ne? Ja. Veste, niso ga marali, ker je bil nov v gozdu. Poleg tega pa mu je manjkalo še eno uho. Krt je bil edini medvedov prijatelj, samo on se ni norčeval iz njega. Dober dan, otroci. Dober dan, učitelj Šuk. Danes bomo učili abecedo. Ponovite za mano. A. Osel, ponovi še enkrat. A. Sedaj pa še B. Ponovite za mano. B. Lisjak.
Jak, daj prosim, ponovi še enkrat. B. Sedaj pa še C. Ponovite za mano. C. Dobro, odlično vam gre. Med poukom je bil medved zelo žalosten. Zakaj me nihče ne mara? Zakaj se nihče ne želi družiti z mano? Saj jim nisem ničesar storil. Dobro, otroci, to bo za danes vse. Doma naredite domačo nalogo in se vidimo jutri. Nasvidenje. Dajmo, pojdimo na igrišče, gremo se igrati. Ja, pojdimo se igrati. Kurt, na igrišču se pa nekaj dogaja. Vsi so na enem kupu. Le kaj imajo? Greva pogledat? Ja, pojdiva, le kaj je narobe? Samo poglejte ga, kakšen je. Tako dolge uhlje ima. Hej, zajec, a lahko s temi dolgimi ušesi tudi letiš? Ja, pa tudi bel kožuh ima. Ali si padal lonec z belo barvo? Zakaj ste tako nezramni do zajčka? Kaj pa je narobe z njim? Če je drugačne barve kakor vi, še ne pomeni, da je drugačen. Ne smete biti tako nesramni do njega. Ker daj ne govori neumnosti. Sploh nam ni podoben. In s to belo dlako izgleda prav smešno. Dajmo, pojdimo se igrati drugam. Pustimo tega dolgoučka pri miru. Ja, pojdimo. Zajček, ne bodi žalosten. Nesramni so do tebe, ker te ne poznajo, veš. Midva pa nisva takšna, kaj ne medved? Ne, nisva. Midva bi bila rada tvoja prijatelja. Se želiš igrati z nama? Kaj res? Se lahko igram z vama? Seveda, pridi, gremo. Lepo se je bilo igrati z vama, ampak sedaj pa moram domov. Zajček skozi posviti, ko zasliši zvon daljavi, se ničesar ne boji, zato zdaj zasluži sledi. Vidimo vrat, ki se joče, pa zdi se on rešiti hoče. Zajčku se zasmili, ko pogled jasno svili. Rešiti se ga ludi, ko pojdemo naproti. Zobe zdaj zares vesel, je prijatelja obil. Od nesreči je spoznal, več ne boste nočeva. Prijateljstvo ste zdaj krepi, zrejali to dokaže bit. Po nesreči to spoznaš, da prijatelja imaš. Po nesreči to spoznaš, da prijatelja imaš. Au, na pomoč. Ojoj. Kaj pa slišim to? Nekdo joče. Le kaj se mu je zgodilo? Na pomoč,
naj mi nekdo pomaga. Tukaj pod drevesom sem. Bober, kaj se ti je zgodilo? Kaj počneš tukaj? Joj, zajec, rep se mi je ujel pod deblo. Ali mi lahko kako pomagaš? Bom pa izkusil. Takole, zlezi ven. Najlepša ti hvala, zajec. Vidim, da si res prijazen. Oprosti, ker sem bil prej nesramen do tebe. Že v redu, Bober. Rad pomagam tistim, ki so v stiski. Ej, zajec, ali bi lahko bila prijatelja? Pomagal si mi, čeprav sem bil prej zelo nesramen do tebe. Vidim, da si res zelo prijazen. Seveda sva lahko prijatelja. Ste videli, kako je zajec pomagal Bobru, čeprav ga je ta prej zbadal in ga vlekel za ušesa? Res je prijazen, kaj ne? Ja. Naslednje jutro je šel zajec v šolo vesel, saj je vedel, da ga tam čakajo njegovi novi prijatelji. Poskakoval je skozi gozd in si prepeval. Zajček dolgo ušče, bil imam kožušček, hitre tačke, ostre zobke, dolge vrke, repek bil. O, dobro jutro, zajček, kako si? Dobro sem, pa vidno? Super. Ej, zajec, prijatelj, pridi sem. Bober, zakaj si temu dolgouhcu rekel prijatelj? S takšnimi kot je on, se mi ne družimo. Poslušajte me vsi skupaj. Včeraj, ko sem šel domov, sem je v gozdu rep zataknil pod drevo. Mimo je prišel zajec, ki mi je takoj pomagal. Ni se norčeval iz mene in ni se mi smejal. Bil je zelo prijazen. In spoznal sem, da je imel krt včeraj prav, ko je rekel, da ne smemo se posmehovati drug drugega glede na to, kakšno barvo kožuha imamo. Zajec je zelo dober prijatelj in rad ga imam. In medved, oprosti, ker sem se včeraj norčeval iz tebe, ker nimaš uhlja. Nisem prav ravnal. Ali bi tudi ti želel biti moj prijatelj? Seveda, rad bi bil tvoj prijatelj. Sedaj smo vsi prijatelji. Različni smo si, ampak to nas ne moti več. Ste videli, otroci, da se sedaj vse živali razumejo med sabo? Ni jim več pomembno, kakšno barvo kožuha imajo in ne izbirajo si prijateljev glede na njihov videz. Tudi mi ne smemo biti zlobni do tistih, ki so drugačni od nas. Do vseh moramo biti prijazni. No, sedaj pa je čas, da se poslovimo.